Čau, dobrodošli nazaj. Danes bo z mano Luka Žele, ki je športni trener pri ljubljanski ekipi Gusto. Tako da pogovarjala se bova o tem, kako potekajo mogoče priprave, treningi, se pravi, kaj je njegovo delo v ekipi. Predvsem je pa prišel sem zaradi tega, da pove, kaj se dogaja z Gusto kolesi v Sloveniji. Nora cena, ful dober bike za nizko ceno, tako da to vas bo ziher zanimalo. Tako da ja, to je to, kar se tiče gosta. Vi, če hočete podpirati kanal, pejte na proofcycling.com, pa si kaj lepega privoščite. Zdajle bomo imeli prvič, da bomo imeli membership program za 99 €, dobite za cel let 10% pust za ston poštnino, se pravi 10% pust tudi na artikle, ki so že znižani. Poštnino pa potem v Human Performance centru 30% popust na teste in 20% popust na treninge oziroma če vam morajo oni kakšne programe spisati. Tako da to je to, dogovarjamo se še s parimi, še za par ugodnosti, to vam bom še sporočil, tako da ja. Nič, gremo live, pejte kaj lepega si nabaviti na proofcycling.com, sezona bo hmal kle. To je to, začnemo. Glede teh zadev, tako da ti sam udar. Ok. Evo, dobrodošli nazaj v novi epizodi Approved podcasta. Danes je z mano Luka Žele, trener zdajle že po moje več kot 10 let, po različnih klubih v Sloveniji, v tujini, zadnja leta pa predvsem športni direktor kluba Gusto. Zdaj, kako se letos imenujete? Ljubljana Gusto Santik. Evo, Ljubljana Gusto Santik. Luka, dobrodošel, hvala, ker si vzel cajt. Pripeljal je še mašino, ki jo letos vozijo tudi fantje. Tako da bo šla tudi čez to čez, tako da kogarkoli zanima ta nova mašina Gusto, evo, boste dobili iz prve roke informacije, ker če je dober za tekmovalce, je definitivno dober za večji del populacije. Tako da nič, gremo mi da kar začeti. Najprej, kako si? Gremo začeti. Pozdravljeni. Sem v redu, pestro, ampak v redu. Saj, če je pestro, je vedno v redu. Ja, jaz pravim, dokler lahko delamo, je super. Daj mi povej, kar se tiče kluba, a pa greva drugače. Kako si, sem ta backstory tvoj, kako si sploh prišel v kolesarstvo, tako na hiter, da te ljudje malo spoznajo? Jaz imam kar dolgo pa pestro zgodovino, polno nekih naključij, mogoče tudi nenačrtovanje in vse je prišlo nasprot. Kot večina, kot mulj sem vozil kolo. Sprva bolj gorsko kolesarstvo, potem sem delal tudi v kolesarski trgovini, takoj tudi v srednji šoli, med počitnicami, med šolo samo in potem tudi na fakulteti. Odločil sem se potem za fakulteto za šport, zaključil in vmes potem prišel prek nekih razpisov na kolesarsko zvezo, kjer sem kar nekaj časa tudi tam delal. Spet splet naključij, potem sem šel na šolanja v Švico, na Mednarodno kolesarsko zvezo UCI, kjer so me potem kasneje povabili, da z njimi sodelujem, sem šel gor, tam preživel 1 leto kot trener, športni direktor njihove razvojne ekipe. Potem spet stvar naključij me je pot vodila v Turčijo, kjer sem tudi preživel kar nekaj časa. Potem spet stvar naključij v Azerbajdžan, potem v Avstrijo in potem sem tukaj pristal. Še prej pa, mogoče še, kar je najbolj pomembno v celotni zgodbi, tudi to, da sem prve korenine potem pognal pravzaprav v Calcit, kamniškem gorsko-kolesarskem klubu. In potem se je pač vse odvijalo naprej. Niti enkrat nisem šel na razgovor za službo v življenju. No in zdaj začenjamo tole zgodbo z Gustom, že dobro leto, z uvozništvom in temi zadevami, tako da ja, kar pester življenjepis.
Se pravi, ok, CV-ja ti ni bilo treba pošiljati, kar je super. Tudi jaz zdaj, ko se pogovarjam s kom od kakšnih glavnih, CV se pošle zaradi unih, ki delajo prvi, ko bi rekel, ki prve stran pošiljajo, pol, ko prideš pa ti enkrat na razgovor, pa CV, tako, da ni za menga pomemben. Tako da mi malo, to bi se dober, ker tudi jaz, če bi CV mogel spisati, sploh ne vem, kako bi ga. Mi povej, kar se tiče greva, a bo še drugače začela. Greva najprej na, jaz sem taka zelo simpel AB vprašanja, pa boš to najprej odgovoril, tako da te še iz tega vidika kolesarji malo bolj spoznajo. Evo, kaj spiješ, ko se usedeš po rundi na pijačo? Pivo ali Coca-Cola? Pivo, Okay. iskreno. Danes je Luka prinesel, evo, še tale, single blondi, evo, od Sinterja, tako da je v redu. Si ga lahko prvošte, ne vem, a se to kje prodaja, ali ne. Cesta ali gorsko kolo? Oboje, političen odgovor, ampak čisto iskren. Okay. Na čem se pa več voziš? V tem trenutku na mountain bike, gorsko kolo. Okay. Čisti iz praktičnih razlogov in pa družinskih razlogov. Pa imaš polno vzmetenega, imaš hardtaila? Ne, imam še kar hardtaila, ampak mislim, da čas kliče, ženi sem kupil polno vzmetenega, tako da tudi Okay. čas prihaja. Kaj pa rajš gledaš? Klasike, enotedenske ali tritedenske cestne dirke? Iskreno klasike. Se pravi spomladanske ali? Popolnoma vseeno, čisti iz razloga, odvisno kdo je zraven. Okay. Odvisno kdo je zraven. Zadnja leta so pa vse zanimive. Vedno bolj pestro, tako. Pa mi povej, se pravi, ok, pri MTB-ju so že ugotovila, kjer kolo bi imel mogoče zdaj za naslednjega, kaj pa pri cesti bi imel rajša aerokolo ali lahko kolo za klance? Dobro vprašanje. Nisem mahnen na težo, nisem mahnen na aerodinamiko, na kolo grem izključno zaradi sebe. Tako da mi ni pomembno, koliko je težek, koliko je hiter kolo, kakšne feltne ima, mogoče se to sliši nekoliko čuden, ampak v bistvu rajš sem sam, kot pa v skupini. Okay. Se pravi, ti ni pomemben sploh, kar se tiče kolesa, važno je, da se ti vozi. Ne, mi je pomemben, važno je, da dela. Okay. Da je v redu kolo, nisem pa tisti perfekcionist, da mora imeti... Kaj pa vizualno so ti bolj všeč aero ali uni? Old school, lahki? Aero. Okay. Shimano, Sranka, Manjolo? Shimano. Mehanska, električna gruba? Tukaj bom rekel elektrika. Okay. Disk ali rim? Disk. A si že skoraj ne od začetka na disku ali si... Ne. Okay. Cestno kolo vozim že od leta 95. Ja, ne mislim tako, od začetka, ko so diski prišli ven, si takoj sprobil? Ja, seveda sem ga sprobil, tako je. Okay. No, se to mi zanimalo, ja, vem, da... Tako je. Ne, večino teh novosti, tudi recimo kot zanimivost, imel sem enega izmed verjetno prvih monokok karbonskih koles v Sloveniji. Mogoče me kdo prehitil, ne vem. Daljnega leta, pa zdaj se lahko zmotam za, to je bilo okrog 95, 96, ampak da je bil monokok, se pravi, ali pa verjetno še kakšen let prej, da je bil z enega kosa karbon. Ne? Potem imel sem tudi titan okvir in tako naprej, tako da ja, pač sprobaš. Kaj ti je bilo pa najbolj všeč, bi rajš imel, ko si imel titan, je to bolj bilo za gušt, ali si takrat pač, pa zdajle, če bi si kupil en kolo? Titan je nostalgija, pa bomb-proof kolo. Tudi estetsko mi je všeč, sicer pač klasika, jasno. Ampak to je tako, ko si kupujejo, ali pa si bomo mogoče kupovali potem malo, ko ti dolgčas rata v življenju, kakšne starodobnike, kakšne stare Porsche, tudi kakšen Titan mogoče kdaj pride v upoštev ali pa kot na listo želja. Starodobnike, jaz sem zdaj gledal, ko so še pocen, sem gledal Hrošča. Okay. Ta starega, ki mi je tak
Sam pa vsi, ki se spoznajo na avte, so rekli, sam bejš stran. Malo sem hitro zaključil to mojo idejo. To je moja ena stara želja, da bi si kupil enega Porscheja. Tam letnik 78. Okay. Pa ne za to, da bi se okrog vozil, ampak za to, da bi večeri šel malo šlaufati, pa mogoče kdaj se kaj pelo, čist iz gušta. Jaz nisem bil nikoli kargaj, meni je avto tako da do B, ampak če bi pa imel kjerkoli avto star, je pa glih Porsche, je pa tako pač, ne vem. Ja, to je edini, ker če bi si kdaj lahko prvošil, si bom to prvošil. To je tako, ko prideš v leta, pa jaz že počas prihajam, sem rekel tudi ženja, ali si kupaš motor, star avto ali pa, kolo, recimo, če smo že pri Titanu, ali pa si ljubico umisliš, ampak zdaj sem pri avtu. Sam po moje, da je ljubica najdražja. Ja, ampak sploh če žena to je bilo v hecu rečeno, to pač ne pride v poštev, ampak tako pač. Ne, se mi zdi, da to imamo vsi moški. Pa še en vidik je, veliko se jih odloči za triatlon. To pa upam, da se ne boš odločil. Ne, nikakor. Se opravičujem, sem triatloncem, ampak če se boš to odločil, pa je zelo velika verjetnost, da boš samski. Ja, absolutno. Morski ali gorski zrak? Težko se odločim. Oboje je fajn. Pa bom pa tako rekla, po zim greš rajš? Na morje. Po let greš rajš? V hribe. Ja, ok. Pa se mi zdi, da je kar dosti nas takih, kaj je tako, kaj glih kontra. Energy gel ali pa energy bar? Rajš postanek, če je že treba kaj pojesti, pa če je kriza, pa malo piva ali pa Coca-Cola, kepca sladoleda, drugače pa mogoče rajš gel, ja. Se fantje zdaj na treningih pa to, koliko se te hrane poje že tako, že samo za treninge, glede na to, da je ekipa, je tega gre kar veliko. Ja, dobro vprašanje. Jaz fante pravzaprav spodbujam, da čim več jejo na kolesu. Zdaj, tudi te smernice zadnje so prišle iz desetletja nazaj, so pač zagovarjali čim manj jesti, včasih celo čim manj pita, ampak tam iz 20, 30, 40 gramov so prišle smernice tudi nad 100, ampak kakšni vrhunski kolesari, ki to zmorejo, pač tudi 120 gramov na uro ogljikovih hidratov so zmožni pojesti, prebaviti. Mi nismo, če bi to na kavču toliko gelov pa toliko ploščic pojedel, bi ti bilo kmalu slabo. Ampak to je treba natrenirati in res je to dobro, zato ker telo je bolj napolnjeno, pa hitreje se regenerira. Ja, mislim se tudi. A pa imate kakšnega nutricionista tudi prav v ekipi? Ne, mi smo manjša ekipa, ki si tega pač ne more privoščiti, ampak fante učimo nekako športnega življenja, kako se ne obnašajo na kolesu, kako se ne obnašajo tudi konec koncev, ko so z kolesa, da zrastejo v neke osebnosti, tudi da pridobijo izkušnje, ampak tudi ta, bom rekel, del učenja, ki pade na nas, je zelo pomemben. Grejo najprej nazaj na, se pravi, kar se tiče prehrane na kolesu. A kupujete sploh kakšne energy bare, ali so to po večini samo geli, ker vem, da kolesarji tako logično morajo nekaj prežvečati, tudi občutek se mi zdi, da je boljši, ampak takrat, ko gre pa na polno, takrat pa žvečati je že kar malo težava. Ja, to je res, ja. Imamo srečo, da smo sponzorirani v okviru ekipe in ta proizvajalec res ima dobre izdelke. Je pa čisto odvisno od vsakega posameznika. Tako kot sem prej rekel, te zadeve se ne trenirajo naprej. Enemu pašejo bolj geli, enemu ploščice, kakšen pa tudi ne more toliko pojesti, ker je čist stvar treninga, pa tudi mogoče genetike na koncu koncev.
Pa na treniranosti. Ne? Ja. Ja, ne, mislim. Če še unika to poslušate, če probate pogledati, že koliko ima rečemo riž, ogljikovih hidratov ali pa kaj tasga, ne? In da pol ti to poješ vsako uro, ne vem, probaš 90, pa vsako uro, ne? Recimo, dober primer, en dolg film pogledati na kavču, dolg film, 3 ure. Po teh 3 urah pojesti 7, 8 ali pa recimo 5 gelov, pa 3 ploščice. Na koncu filma ti bo slabo. Ja, ne, presežeš kaj... Na kavču. Ja. Sam ki pol, da pol daješ vse od sebe. Ja, absolutno. Ja. To... Stvar treninga, to treba natrenirati. Se mi zdi, da je največja težava je pri rekreativcih, ki grejo takrat, ki grejo sami na kolo, tako, noben nič ne je, tako pijejo pač bidon, elektrolite si dajo noter, kakšen gel in to je to. Pa grejo na maraton in pol probaš pojesti, jih pa vse zvije. Požvečijo vse, kar piše na listu, ali pa ko so videli nekje, da nekaj piše. Ne? Ja. In ja, napaka. Grejo zdaj na bike, pa bo šla pol nazaj na ekipo. Prav. Kolo je čist nov za 2024. Kaj se je spremenil v primerjavi iz prejšnjega leta na 2024 mogoče? Ja, zdaj mogoče, da te popravim, ali pa to kolo je popolnoma novo, Okay. nov dizajn, imenuje se Cobra in to dotično, ko sem ga prinesel, je tako, ko se kupi v trgovini in je 105. Okay. Fantje v klubu vozijo D2 Ultegro, Okay. plus kakšne še spremembe, pa merilc moči, ne? Okay. Drugače pa vozijo identično kolo temu, okvir, opora sedeža, Okay. balance in tako naprej. V klubu boste kjer pa meter? V bistvu še en popravek, ne? Vozijo lahko kolo, ki si ga izberejo, se pravi model. Imajo 2 na voljo, Okay. Tega in pa še, ki se imenuje Duro, je bolj aerodinamičen, oziroma ja. In drugače zasnovan, bolj trd mogoče tudi. Par metre nismo sponzorirani, ampak jih vedno smo zagotavljali, da imajo fantje, ker imamo tudi skupno pravilo, da nalagajo na program, da jih trenerji vidimo, pa da imamo nek nadzor. Vsi imajo nek tudi plan treninga, pa da potem lahko to spremljamo, kdor premalo dela ali pa preveč. Pri tamalih je prej preveč. Takšen feeling. Ne bi se mogoče, ja, odvisno od posameznika. Tukaj je zelo različne imamo v klubu, tudi različni motivi, zakaj sploh vozijo kolo. Moramo povedati, da te mladi, ki prihajajo, ne, sploh tisti iz starejših mladincev k nam, ne, je to leto mature. In potem to usklajevati je težko reči, kaj je preveč, kaj je premalo, ker je tukaj toliko še nekaj psihičnega pritiska, toliko nekih obveznosti, ki časovno vzamejo veliko časa. Poleg tega pa v šoli vemo, kako jejo, ne, in to vse usklajevati je včasih težko. Potem pa še dobijo kakšno punco, izpit delajo za avto, ja, kakšno enko v šoli, kakšno petko in tako naprej. Ja. Pestro. Sedeže imate od Berka, ne? Sedeže imamo od Berka. Sedeže imate od Berka, drugače pa kar se tiče pa krmila, D2 je gor, kaj pa obroče vozijo po večini te, ali imajo kakšne svoje, ali kako, ker ne vem, jaz vem v klubu 15 let nazaj, ker sem šel jaz, si dubu kolo, si ga vozil in to je to. Zdaj, ko gledam, oni starši, ki imajo malo več pod palcem in kupujejo že take rakete, že tudi pri dosti mlajših, kakor jih imate vi čez, in pol predvidevam, da hoče imeti pa vsak v teh letih, jaz še zdaj hočem imeti najboljš možen raketo pod ritjo, čeprav nisem pa tako dober. Tako da predvidevam, da je pri njih isto. A tukaj imajo kakšne proste roke? Mi imamo čist preprost princip. Na srečo imamo dovolj materijala. To pa pomeni, da dobijo kolo za trenirati in kolo za tekmovati.
Se pravi, 2 kolesa. Okay. Eno kolo je v klubu in je pripravljeno vedno za tekmovanja. Drugo kolo imajo pri sebi. In imamo tudi obroče za tekmovati, pa imamo obroče za trening. Tukaj ni možnost, jaz bi to, jaz bi uno. Vsi enako in tak princip se mi zdi najboljši in ni razlik med najboljšim in najslabšim kolesarjem. Da mi še povej, to pa vidiš, to je pivo, to, ki ga pijem. Vozijo tekmovalci zdaj tubeless ali vozijo tube sistema, imajo te še tabularje? Ja, imeli smo tabularje, potem smo spreminjali, poskušali zadeve, potem smo šli na tubeless. Zdaj, kaj boljš, kaj ni boljš, težko rečem, to je bolj vprašanje za fante, ampak tako, kot sem rekel, oprema je enaka za vse. Okay. In gledamo pa na to, da je čim manj težav. Okay. Da imajo dober oprem, da je čim manj padcev. Gume imate te gor ali imate kjere svoje gume? Ne, svoje. Kaj pa imate za ene? Kaj vem, da to pač ljudi zanima, ker sem jaz pač čisto, mene zanima vse, kaj klubi furajo. Ja. Imeli smo, oziroma imamo Vittorio. Okay. Smo še v nekih dogovorih, tako da za letos še ni točno. Ste vozili Next, ste vozili Corso? Corso. Širina, to zadnjih par let se je ful spreminjali, pa zdaj jaz dobivam od profija od tega, da eni so šli nazaj na 25 za kere etape, pol drugi, da so skozi na 30-kah, tako da se mi zdi, da je ful različen, če gledajo po dimenzijah. Ne vem, jaz vidim, da za rekreacijo, vsaj meni osebno, 28 se mi zdi tako že čist preveč udoben, pa sem imel kakšne trde bajke, pa sem da 28 gor se mi zdel, da lebdim. Super za nekoga, ki ima težave, jaz sem pa navajen še na ta trda kolesa. In ne vem, meni osebno skoraj 25 pa 26 se mi zdi, da zaradi tega, ker je trši kolo, se mi zdi, da je hitrejši, ampak v resnici, ne vem, če je to glih povezan, se mi zdi, da zdaj ki je bolj mehek, ki gre lepo čez lukne, bo načeloma hitrejši. Ja. Ok, za klanc gor je mogoče malo razlike, par meni to nima veze. Ampak ja, kaj boste? Širino. Kot sem rekel, smo manjši klub in ne moramo se v sred leta nekaj izmišljati. Okay. Tako da po večini to dimenzijo 28, ker smo tudi prehajali iz 25 potem na 28, potem to pri nas mogoče malo kasneje s kakšnim letom zamika prihaja, zato ker se na začetku leta odločimo za cel let naprej. Mogoče kakšna informacija glede okvirja, kar se tiče, koliko je možnost dati maksimalno gumo noter, samo toliko za ljudi, če koga zanima. Ja, pri teh novejših modelih pravzaprav ni težave, ker vsi proizvajalci že premislijo to naprej. Včasih 3 leta nazaj je bila pa težava, koliko gumo spraviti noter, kakšno. Ampak se pravim, v tem primeru ni težav, tako da karkoli gre lahko gor. Okay, se pravi, tam 30 gre še gor. Ok, mogoče še kar se tiče garancije, koliko je garancija na okvir? Mi imamo doživljenjsko garancijo za prvega kupca. Okay. Se pravi, če se karkoli zgodi za prvega kupca, ni težav, drugače pa 2 leti, če se ne motim. Ja. Top. Kolo drugače za vse, ki poslušate, bom jaz posnel še en video, pa bo na našem kanalu, po moje in na YouTubeu, in na Instagramu, in na TikToku, najbrž še na Treci gor, tako da če nas spremljate, boste videli pol še malo bolj podrobno kolo. Kdaj se vam pa začnejo, a imava še kaj pri kolesu, da je tazga, da bi še kaj rad izpostavil? Pravzaprav bi sam to povedal, ne? To dotično kolo ima karbonske feltne, karbonske oporo sedeža, integrirano karbonsko balanco, karbonski okvir, jasno. In
mehansko 105, 12 redno. Cena je pa 2590. Ja, nora cena. Ja, tako da, evo, ste dobili informacijo, da predvidevam, da se ne prodaja glih s popustom, je taka cena, kaj je in to je to, to je... Jaz sem bil presenečen, tako kot sem na začetku rekel. Ne. Smo se začeli z začetkom lanskega leta oziroma s koncem predlanskega leta dejansko s prodajo koles. Jaz se osebno bolj zdaj vedno več s tem ukvarjam. Full-time, pravzaprav. In od 1.1. letos smo jih že prodali 250. Veliko. Mislim, a pa to samo za Slovenijo, greš kam? En del še za Italijo, ampak počasi rastemo. Zdaj ne vem, če lahko kakšno reklamo tukaj naredimo. Nam A2 res veliko gre na roko. In tudi vidimo, kako raste prodaja pravzaprav po Italiji. Ravno včeraj sem imel 3-uren sestanek še z agentom za Poljsko, Češko in Slovaško, tako da mislim, da bomo zelo kmalu začeli tudi tam. Pogovarjamo se še z agentom za Nemčijo. Ja, mislim, tako, če gledava za to ceno, je, jaz, ko saj približno poznam, je lahko kolo še enkrat dražji v primerjavi s tem, se sploh začnejo cene za 105 opremo, pa s karbonskimi obroči. Tako, mogoče še te obroči, ki so gor, a imaš vem, da to so kaj 50-ke? 50-ke, nove 50-ke, ja. Pa špice so te flat, se pravi, tako, aero. Ja, imaš mogoče tudi kakšno težo? Ne, zaenkrat je še nimam. Okay. Dobar. Se da tudi obroče, se da tudi posebej kupiti, ali so samo... Tudi se da pa samo posebej kupiti obroče. Imaš mogoče ceno... Ravno včeraj sem jo dobil, polna cena je 800 €, teh starih 45 mm, pa mislim, da je 500. Ok. Ne mi poveš še za balanco. Imate tudi različne dimenzije na zalogi, tako da če kdo hoče kaj premenjati, ali kako je, kar rečemo, krmila, sploh v zadnjem cajtu, odkar je tudi bike fitting krat malo bolj popularen, je teh menjav, je, mislim, jaz se spomnim, to praktično vsako kolo bilo treba prilagajati. Ja. Zdaj, s temi tipi balanc je mogoče res to ena večja težava, zato tudi, ker te balance res niso poceni. In v lanskem letu smo imeli samo 3 dimenzije, potem smo dali nek input Gustu, da ne naredi več dimenzij in so jih takoj v enem mesecu začeli proizvajati tudi druge dimenzije. In ravno to, kar rečemo, predlagamo, so zelo odzivni, kar me zelo veseli. Imamo, mislim, da zdaj 6 dimenzij. Ne pa še vseh. Koliko je širina? Od 44, 42, 40, ampak realno so... Center. Realno so pa ožje, zato ker tudi ta zunanji del gre malo na ven. So flat od zgori. Različne fajfe, različne dolžine je opor krmil. Kar se tiče števca, imajo spodaj kakšne lukne, da lahko je ta universal mount. Če se kup to krmilo posebej, to balanco posebej, se dobi ležaj, distančnike in pa nosilec za števc, ki ima support za vse, za Garmin, za Brighton, tudi za lučko. Se pravi, od spodaj se da, na spodnji del se da lučko namontirati. Kar se tiče kolesa, so po moje zelo dobro zajela vse. Ne vem, jaz mislim, da ni nič več. A kar se tiče tele okrogle sedežne opore, je to, ko ponavadi jaz vidim, da dajo okroglo gor tam, ko pride v kver dost tok in se pol s temi, kar rečemo, z okroglimi šticami se pa pol malo kompenzira to, da malo lepše vibracije pobira. Zdaj, izkazali se je, saj z lanskim modelom, da so te, ki so štirooglate ali pa ne okrogle sedežne opore, lahko tudi težavne. Kot eno so zelo trde,
oziroma trše. Ja. Kar je lahko dobro, pa tudi ne dobro. Se vemo, da trši kolo ni boljši. Mora biti ravno prav pogljiv, da je udoben, kot eno, kot drugo pa je tudi, da je odziven. In te štiriglate ali pa neokrogle sedežne opore so bistveno trše, plus to, da se mogoče pri montaži, vsaj pri nekem odstotku vseh koles, posedajo. To imajo vsi proizvajalci, kar težave, pač neki reklamaciji na ta račun. Ja, mislim, sploh takrat, ko stranke same spucajo, pa pozabijo, da tako. Pa dvignejo, spustijo, pa so določene sledi tega, kar ni vedno fajn. Tako da, ja, ta je malo bolj upogljiva, malo bolj, bom rekel, prijazna do riti. Kar se tiče samega kolesa, se pravi, kup se ga lahko vadva še kje v Sloveniji, ki se ga lahko kup? Ja, z novim letom smo šli v nekoliko drugačen način poslovanja, da smo se dogovorili za ekskluzivo, Okay. Kar pa pomeni, da še vedno daje kolesa v druge trgovine. Konec lanskega leta smo imeli 14 trgovin po Sloveniji, ampak nismo pa želeli več. Ker že 14 je kar velika številka. Zakaj? Zato, da se ne tepejo med sabo, da ni nekih borb s popusti in pa da ni nekega rivalstva, kdo, kaj, kako, zakaj, ampak bolj smo gledali na to, da je samo ena trgovina v Ljubljani, da je samo ena na Gorenjskem in tako naprej. Da so odmaknjeni drugo z drugo. Ne, mislim, super. Tako, mislim, za to ceno sploh ne vem, zakaj sprašal. Mislim, itak smo v Sloveniji smo se navadili, da sprašujemo po popustih, ampak overall ne dobiš tazga paketa, oziroma saj jaz, da se ga ne spomnim, da bi kje bil v tej ceni. Velikosti je pa koliko? Še to mogoče? To bi mogel pa na prste prešteti, mislim, da 6. Okay. Ker imamo še eno umestno številko ML, je med medium pa large, samo da je podaljšan za 2 cm. Okay. Ti si visok koliko? 88, L. L. Ja. Okay. Če si 180, je pa ML ali M? Jaz zelo nikakor ne svetujem na tak način, da bi rekel, ti si toliko visok in ti rabiš to številko. Ne, treba je probati. Tako da vsi smo drugačni. Za kakšnega moje velikosti bi bilo lahko tudi XL, če bi imel daljše noge. Ti si najbolj navajen tudi malo bolj res položaj. Tako. Okay. Tako da to je čisto osebna zgodba in pač preference. Logično. Ok. To, kar pa zdaj mene najbolj tudi zanima. No, dajmo. Ti si bil v velikih klubih, to, kar si že na začetku povedal. Mene predvsem tako, ko se pogovarjam s temi, ne vem, tudi Jerryja, ki ga poznaš, ki je maseril v raznih klubih po tujini bil. Me predvsem zanimajo te razlike, kako sodaš to, kaj je zate najboljš. Se pravi, a veš, ker nekaj je tako, da je dober za se pravi za tekmovalce, nekaj ti si bil pa že tako pol sveta si dal čez, kje si bil in kako si se odločil, za katero ekipo bi rajš delal, kje so une razlike, ki so tep, pa da rečeva, da je denar ne vem, ponavadi niti ni toliko pomemben mogoče. Za nekoga je, za nekoga pa ne. Zame osebno, jaz osebno nisem nikoli gledal skozi prizmo denarja. Bolj na to, kakšna priložnost se mi ponuja v tistem momentu. In v nekem momentu se mi tudi še pred Rogličem se mi je ponujala možnost iti v Jumbo. Pa sem rekel ne. Pa mi ni žal. Čist iz razloga, ker sem imel ravno takrat se mi je rojel prvi otrok in
poznam zgodbe od ljudi, ki delajo v tujini in ki so po 200 dni, po 250 dni odsotni. In sam si ne želim takega življenja, ker pravzaprav družina mi je preveč pomembna. No. Mogoče bi se čisto vse drugače odvil, ja, ampak ne gledam nazaj, pa mi ni žal. Zato, ker imam 2 fejst otroka, ki imata očeta, pa se trudim imeti neko starševsko vlogo doma. Ne pa samo prisotnost ali pa So tudi ugotovila, da tudi, če si v Sloveniji, je to dostakrat zelo težko v današnjem tempu, ki ga imamo. Ja, res je. Je pa res, da vsaj zvečer, Ja. zjutraj pohendlaš ono, kar je treba. Mislim, jaz sem se navadil tudi po noč delati, čisto iz tega razloga, ampak vsaj do neke mere. No. Zdaj se to trudim čim manj delati. Bil sem tudi 10 let nazaj, pravzaprav zase nisem vedel, ker sem imel toliko različnih nekih angažmajev okrog, da sem preveč delal in ko sem doma bral pravljico, jaz sploh nisem vedel, kaj berem. Že toliko skurjen, ampak ja, pač. Poznam to, da si malo skurjen. Ne, se pravi, delal si že, tako, kot sem rekel. Jaz se tebe spomnim, ko sem še jaz neki, ko smo šli na kakšno evropsko, pa svetovno, pa kjerokoli tekmo v tujini, pa jaz takrat, ko sem derkal, pa si bil ti takrat že pri zvezi. Se spomnim, da si šel neki, si v Turčiji tudi delal. Pa sem videl, da si po celem svetu. Pol se mi zdi, ko sem bila z Jerryjem v Kalcitu, si bil tudi v Kalcitu. A si tako, si imel tudi 3 različne šihte naenkrat? Ja, vedno. Vedno. Kako pa to pol? Pa ne bi rekel to, da so 3 različni šihti ali pa kakorkoli, ampak nikjer nisem delal zato, da bi več zaslužil. Se pravi, da bom še tam par evrov zaslužil ali pa še na 3. mestu, ampak tudi zdaj še delam marsikaj zraven, pa ne zaradi denarja. Recimo tudi vsake 2 leti predavam v Maribor na pedagoški fakulteti, ki imajo trenersko smer in je tudi kolesarstvo ena izmed teh smeri. Po vsak drugo leto en semester predavam, da se zberejo 3-4 študentje in da se vzdržuje neko število tistih, ki so izobraženi univerzitetno prek nekega sistema. Ne. Tudi jaz sem včasih delal na fakulteti za šport v laboratoriju za testiranje, to so bila res neka lepa leta in mogoče se v tej priložnosti lahko zahvalim tudi dr. Miliču ali pa pokojnemu dr. Koprivnjaku, ki sta me skozi nek angažma tudi spravila do nekega znanja, ki ni samo v knjigah, ampak z izkušnjami in to so bila neka super leta. Tudi spoznal sem mnogo veliko vrhunskih športnikov, pa da sem videl pravzaprav, kaj to pomeni, da ima nekdo eno številko, pa nekdo višjo. Ne. To so te izkušnje potem, ki so veliko vredne. Ne. Pa denar tukaj nima nobene veze. Ne, sam, ki mi je, a veš, da pri sebi, če malo pogledam, grem lahko praktično sam iz nekih svojih izkušenj, pismo, da delaš toliko različnih stvari, pa tudi, če so rečemo v istem mehurčku noter, ne, še vedno rabaš se ti razdeliti na 3 konce. Ne. Ja. In zdaj, da se, to, ko si zdaj omenil, se pravi, da imaš ti fokus za eno stvar 100%, pol, ko pride ta druga stvar, zih že nimaš še 100%, boj pa še ta tretja stvar in to poteka pač cel dan, dlje časa, se pravi, ni to zdaj 1 dan, 2 dni. Ja. In to je pol tako, pač, zdaj vem, zakaj obada spijo ful kave. Ne, šport v osnovi je tak, da rešuješ probleme. Rešitev je zelo malo. Ali pa v ekipi. To je zelo tak posel, da malkrat doživiš neko zadovoljstvo resnično. Ker so skozi problemi. Jaz se moji ženi hecam, sem dal primerjavo, ne. Je delala v vrtcu in imela ona fante pa punce, otroke, ki ima enega boli trebuh, enega gre na stranišče, en je prehlajen, en mu ni všeč,
En ga zebe, en mu je vroče, en je lačen, en je žejen. In isto je v klubu. Ne? Skozi imaš neko dinamiko. Saj ne govorim, da na isti način, ampak je zelo podoben nek angažma, samo na drugem nivoju. Ne? Potem pa, ko greš na dirko, si včasih uspešen, včasih nisi, pa si pa predstavljaš, če greš, se voziš 7 ur na dirko, pa noben ne zaključi. Potem se voziš še 7 ur nazaj. Moraš skrbeti za varnost, tam imaš dosti denarja, kam greš, da se ne zgubiš, da so vsi v redu, kaj šele, če ti en pade. In to so, ti zdaj nimaš prav nobenega užitka. Ne? Ampak, če gledaš nekako celo zgodbo, je pa zelo fajna. Ne? Na koncu leta so ti fantje veliko doživeli, kakšen bo uspešen, vse mogoče so generacije, imaš včasih boljšo, imaš včasih slabšo. Ampak iz tiste boljše črpaš neko motivacijo. Ne? Ampak tudi, če so slabi, ni noben problem. Ne zahtevaš od njih, saj v našem klubu ne zahtevamo, ko smo razvojno naravnani. Ne? Te mladi dobijo take izkušnje, da mogoče tudi, če potem nehajo, bodo čez 10 let prišli k tebi, ali pa čez 20 let pa rekli, to so bila res ena lepa leta. Ali pa pridejo nazaj, pa delajo v klubu. In to pač vodijo naprej ali pa podpirajo. Na mlade v klubu, pa to, kar si zdaj začel, so še vrnila, sam rad bi samo še zaključil. Sprav delal v tujini, koliko si delal v tujini, koliko dni v letu te dejansko ni bilo v Sloveniji? Čist odvisno, kje sem bil. Zdaj, ko sem bil v Švici, sem se preselil tja. Sem bil skozi tam. Dobro, sem prišel na počitnice. Ne? Ko sem delal v Turčiji, sem bil tudi veliko odsoten. Bili smo skozi na nekih pripravah, na tekmah. Na koncu sem se pa celo odločil, da sem jih pripeljal v Slovenijo. Ne? In da so bili tukaj. Kar nekaj časa. Tako so meni olajšali in tudi njim koncu, da so se odmaknili od doma, pa da so imeli neko strukturo in da so funkcionirali. Tudi pred olimpijado sem se odločil, da jih za 2 meseca, za mesec pa 2 meseca smo bili tukaj. Ok, zanimivo. Oni so bili odmaknjeni in to bilo res, se mi zdi še danes odlična rešitev. Pa v teh vseh državah, ki si bil, je kakšna tako, se vsi bomo rekli, Slovenija je najlepša, ampak a te je kam mikal, da bi pač tudi familijo preselil, ali nikoli ni bilo, da bi rekel, da je to pa to? Si kje začutil, moramo vedeti, da ta naš posel ni bajno plačan. Vsaj moj tam. Se ne gledam iz vidika iz tega, ampak tako, ko si bil tam, da si rekel, pismo, klebi pa živel. Jaz vedno pravim, ko se pelem domov, če grem skozi Karavanke ali pa skozi mejni prehod v Gorici, recimo Vrtojbo, ali pa če zaokrožam nad Brnikom, da je to najlepši prizor in še danes to trdim in ne zavedamo se, koliko nam je fajn. Fajn je iti pogledati naokrog, jasno. Ne? Ampak tisti, ki nikoli še niso šli pogledati okrog, potem mogoče rečejo, tam je pa boljša. Ne? Ja, ok, mogoče, ampak pa sem živel v Švici, 1 leto sem bil skozi tam, sem bil veliko v Avstriji. To so vse super države, ne? Ampak zdaj, da bi nekaj prevagala, ne? Pa mi ni kliknil. Pa nikoli nisem imel domotožja, da smo si na jasnem, ne? Hudga ali pa kaj. Vedno sem se pa rad vračal. To sem samo vprašal, kaj jaz, ko sem šel malo po svetu, sem imel 1-2 državi, da bi sidro vrgel. Ampak mogoče bi bil tam bolj morje. Jaz nisem glih fan zime. In načeloma sem zdaj, če bi zberal kam, da bi šel, ne mogo bi iti tukaj v Španijo kam na kakšen del, ker Španija mi je tako, se mi zdi dosti podobna Sloveniji, kar se tiče ekonomskega vidika, tako da ne zapravaš prav veliko, pa lahko dobro ješ. Medtem, pač vse to je pomembno. Pa da je kakšna riba, pa kakšen čov, ne? Pa to mi niti ni tako. Drugač mi pa kleja, mi čisto redo. Drugač ne, ko sem bil na Filipinih, tam sem pa res razmišljal, da bi šel niti mogoče ne na otoke, ampak bi šel v Manilo, ker mi je bil pa folk toliko hud, da
so bili prijazni in vse in je bilo ok, to je pa zanimivo. Ne, meni je tudi super iti na kakšne počitnice, ki je okrog videti. Prej si se dotaknil kluba, fantov in tako naprej. A imate vi kakšen proces, kjer pridejo v Gusto ekipo, kako jih zbirate, imate kakšno število, kvoto, koliko jih pride, koliko ne, kako se te selekcije lotite? Klub se imenuje Ljubljana Gusto Santik. In to je ena izmed vej krovnega društva KD Rog, kolesarskega društva Rog. In vedno želimo vse, ki so perspektivni iz vrst starejših mladincev, spraviti naprej. In to je tudi filozofija kluba kot tacga, da se jim da priložnost, da potem pa še pač ostale, ki jih lahko pridobimo, zdaj zadnja leta je kar težava, če si iz tega vidika, ker velikih ekip, Voltor ekip, je naredila še svoj podmladek. Ja. In ta podmladek je plačan, plus da imajo odlične pogoje in tako ekonomske in tako naprej. Svoje trenerje in veliko teh perspektivnih mladih gre direktno v te razvojne ekipe. Mi smo pač jasno manjša ekipa, ki nima toliko velik budžet, da bi si lahko privoščili neke višje plače in da bi te najbolj perspektivne lahko privabili k sebi. Tako da zaenkrat za to leto imamo v ekipi 3 Avstralce, enega Tajvanca in enega Hrvata, 2 Hrvata, pardon. Pa oni pa v Slovenijo pridejo živeti ali kako pa to poteka ta zgodba? Ja. Vsak let najamemo hišo, kjer potem bivajo v tej hiši in trenirajo, pač se kar preselijo sem, kar je super. Mislim, se tudi za njih je neka odskočna deska, absolutno. Če se dokažejo kle, lahko zelo hitro grejo. Jaz bi bil zelo vesel, če bi dobili tudi kdaj kakšnega Italijana, Nemca in tako naprej. Vsak let bo pa tudi vedno bolj pomemben Gusto in trg, se pravi, da bomo tudi pogledali z marketinškega vidika, kaj se da narediti. Okay. Zdaj, Avstralci pa čisti iz enostavnega razloga, ker v preteklosti sta bila 2 izvirna, ta prva člana, tudi 2 Avstralca, en izmed teh je Ben Hill, zelo fejs dečko, ta drugi je bil Timmy Guy, in potem sta to tradicijo, Ben Hill je tudi trener, neverjeten motor, tudi še vedno tekmuje, zdaj celo se je Ironman lotil in pa kolesarstva, zdaj ne vem točno, bil je na svetovnem, mislim, da nekih 10 je nekaj takega. V Ironmanu med profi. Ok, se pravi je ekstra motor, ja. Tudi delujete že takrat take treninge, da je bilo kar veselega gledati, kar je neverjetno. Tako da, ja, in potem se ta tradicija teh kolesarjev iz Avstralije kar obdržala, tudi on jih predlaga, ker tudi dela z enimi od teh kolesarjev, pa tudi iz Avstralije je relativno težko priti ven. Zdaj povej, to po moje ziher kakšna zanimiva zgodbica ratala iz tega. Kako imate vi Stefa, ko greste na tekmo? Se pravi, greste na Nizozemsko ali pa v Italijo na eno dirko, to si pač ti, ko gre kolesarjev ponovadi zraven, a imaš še koga ti zraven ali si sam ali kako? Ja, zdaj, jaz, tako kot sem rekel, zadnji let manj hodim na dirke, zdaj je še ena velika pomoč ali pa zelo super, da se je pridružil ekipi tudi Luka Pibernik. In ponovadi, ko se gre na dirko, odvisno kakšne vrste dirka je, manjša, večja,
pa tudi odvisno od števila kolesarjev. Gre zraven športnega direktorja še maser in pa mehanik. Če je večja dirka, gresta pa 2 maserja pa 2 mehanika. Redko tudi, če so pač res te večje dirke, kjer so potrebna 2 avtomobila za spremljanje dirke, pa 2 športna direktorja. Okay. Zanima me to pol. Kaj pa se zgodi pol? Vidimo, da množičnih padcev na kolesu je poln. Ja. Kaj pa se zgodi v primeru, 2 gresta v bolnico? Kdo to čaka? Ker to mora biti pol nočna mora. Tako vprašanje. Ja. Teh zgodb imamo vsaj v moji karieri ali pa v mojem življenju je ogromno. Ampak vse se rešuje na nek način, tak ali pa drugačen. Imeli smo primere še iz mountain bajka, zlom medenice, stegnenice, kolka v Južni Afriki, do zlomov pač hrbtenice na Kitajskem in tako naprej. Ampak to se vse rešuje. Ali z zavarovanjem, klicanjem, nekdo tam ustane. 2 let nazaj po dirki deloma odrezan prst v bolnico, pač tam ustaneš in poskrbiš za to, da se drugi varno vrnejo domov. Okay. Rock and roll, ni druge. Rock and roll, vedno je športni direktor odgovoren da vsi pridejo varno domov in tudi mora poskrbeti za to, da vsi varno pridejo domov. To pa res niso prijetne zgodbe. Verjamem, sam tako, ko si predstavljam, da je kar ni prijetno. Prvo si vas zmatran, še to in veš, da moraš priti domov. V bistvu se ti cel svet se ti na glavo obrne, kaj za tekmovalca je isto. Če ima čas, da povem, recimo, ena enostavna zgodba, deloma odrezan nič kaj hujšega, življenjsko ogrožujočega, ampak to je treba takoj rešiti. Ne moreš to po 10 urah, 12 urah šivati, ker je prepozno. In rešilc ga odpelje v bolnico, jasno, fantje, zrihtite se po dirki, pojdite domov, maser, mehanik peljeta, jaz vzamem avto, zato ker ni dovolj prostora, vzamem še 2 kolesarja, enega sem vzel, vse ne vem, in v bolnico v Italiji. In jasno, gneča, prideš do zdravnika, te bomo poklicali nazaj, okej. Dobro, bomo zašili. Kdaj pa? Ja, počakajte. In to trajalo. In ob 2 zjutraj, se pravi, na nogah si že od 8 zjutraj, vsaj, na dan dirke ali pa od 7, kakorkoli. Po noč ob 2 ti zdravnik reče, ne moramo zdajle, ker nimamo stafa, bomo jutri. Gledam, ampak jutri je že prepozen. To nikaj več pol zašivata. Kaj zdaj? Ja, ne vem. V avto, v Ljubljano, kliničen center, so rešili 7 zjutraj v avto, pa proti domu. Sprav, 24 ur gasa. Sam to... Okay, ne bo šla zdaj v zdravstvenih sistemih. Ne. Še enkrat, pri nas so te zadeve res super urejene. Pa sem bil že po marsikakšni bolnici. Sej, mislim, jaz tudi, kar se tiče naših, sem bil na srečo, nisem rabo biti, sicer za moje pojme sem bil preveč, ampak nisem rabo biti pa to, kar so nekateri, in je bilo tudi, do zdaj sem imel dosti pozitivne izkušnje, ne vem, če se spomnim na kakšne negativne. Omenil si prej že, da moraš igrati praktičen od prijatelja do trenerja, psihologa itd. Ti si tako zelo meren. Jaz si tebe ne predstavljam, takrat, ko se ti, da povzdigneš glas, mora biti res že ekstra trenutek. In kako, a imaš to že cel življenje tako, ali si se enkrat si neki, ne vem, si ugotovil, da pač je to nek pristop, ki je boljši, ker se veš, sploh pri trenerjih, se mi zdi, da je zelo odvisno, kakšne imaš ti varovance,
Kaj enim je to fajn, enim pa hočejo imeti, da jih praktično malo bolj na trdo, da se z njimi pogovarjaš. No? Ne bom kdaj. Ne, načeloma sem zelo miren, ko se razburam, pa tudi nisem, ne? Ampak poskušam situacije, pustimo spodbujanje, takrat lahko tudi znorim, ampak poskušaš zadeve rešiti mirno, kot se le da. Ne? Sem zelo easy going, pa se da vse zmeniti. Sprav dostopen vsem, kar je včasih tudi napaka. Mislim, to po mojem predvsem kakšni bližnji okrog tebe trpijo. Ne, sej znam reči tudi ne. Okay. Ja, znam reči tudi ne, pa tudi znam povzdigati glas. Okay. To moja zlata ribca, zdaj sem te hotel nekaj vprašati glih na to temo. Si že imel kdaj kakšen moment, tako, ne vem, koga ti igraš prijatelja ali pa koga ti igraš prav psihologa, pa rečeva, da ni iz teh kolesarskih vod, da moraš vsem ga špilati. Ja, če ni čisti iz kolesarskih vod. Jaz tako skušam, da nikoli nisem prijatelj s kolesarji. Tako, Okay. da sem še vedno mora biti neka distanca. Seveda so prijateljske vezi, tudi skozi čas se razvijajo, absolutno. Ne? Ampak nikoli ne sme biti na način, da te nekdo jemlje kot sebi enacga. To govorimo o kolesarjih. To je potem napaka. Ker smo le v kolesarstvu, kjer je en izmed najtežjih športov in vsak, ki se ukvarja s tem, ve, zakaj tam. Nekateri tudi ne, no, pač jasno, ko so mladi. S tem nič narobe. Ja. Pri mlajših si predstavljam, da pri 18 letih, mislim, to, kar sem si jaz takrat želel, pa to, kar vidim, da je zdaj pomemben, sta dva različna pojma. Ne. To ni glih isto. In tako da kakšne imate pa kaj, kakšen je vaš plan tekem za, rečemo, zdaj, za 2024, kdaj se začnejo? V klubu imamo nek generalen plan podoben že dolga leta, ne? Še pred mano. Začne se s temi istrskimi dirkami, potem imamo letos, oziroma par let že nek slovenski sklop dirk, potem pa italijanske. Te italijanske dirke so zelo pomembne, ker se na teh dirkah vedno zberejo najboljši svoje starostne kategorije, spravo mlajših članov. In te so super dirke za razvoj, ene malo zapeče v nogah, tisti, ki so uspešni, bodo pa uspešni tudi pol. In to je res ena super plan dirk. Potem pa, jasno, dirka po Sloveniji. Skušamo vedno dobiti čim več primerne dirke, etapne. Etapne dirke se vedno manj tudi organizirajo tako v Evropi. In te etapne dirke so vedno najboljše tudi za razvoj, tiste, ki so mogoče malo slabše. Govoriva za mlajše člane. Govorim na splošno. Govorim na splošno, ja. Okay. Za ta naš nivo, ne? Za našo kategorijo, ne govorimo o svetovni seriji. Ne? Tako da teh dirk bi si želel več. To teh mogoče malo nižjega nivoja, zato ker so super za razvoj, super za neko delo v ekipi oziroma harmonijo, sodelovanje, so vedno super, zato ker dalj časa preživiš z njimi, dalj časa preživijo sami, drugi z drugim, ne? Kot pa, da si dirke sledijo samo čez vikend, ena dirka, dve dirki. Okay. Dal si čez tudi že kar nekaj priprav in tako naprej. A se v čem razlikuje priprava, rečemo, za MTB kolesarjenje, se pravi zgorsko kolesarjenje, pa cestno? Kje so mogoče največje razlike? Ja, zdaj z MTB-jem se že kar nekaj časa ne ukvarjam, ampak vsej principi so enaki že skozi.
bom rekel, da v tej uvodni fazi, začetni fazi zelo podoben. Ne? Mogoče volumensko nekoliko manj, ampak nekaj dost. Potem se pa MTB, gorsko kolesarstvo, se tudi skozi leta spreminja. Pravi, prej so bile dirke dolge 2 uri pa pol, potem 2 uri, 1 ura 45. Kot so zdaj, 1 ura pa pol do 1 ura 45, ne? Kar pa pomeni, da moraš dirkati na zelo visokem nivoju, to ura pa pol ura 45 in so zelo nehvaležne za tiste, ki so nekoliko slabši. To je tako, da bi na cesti vsak dan kronometer, oziroma vsako dirko kronometer. In po večini eni in isti zmagujejo. Ja, sploh v mlajših kategorijah. Ne? Ja. Mislim, Pa tudi pri starejših, če smo iskreni. V top se skozi 10 neki vrtijo ista imena. Ne? In zraven prijeti je zelo težko, razen če imaš nek ekstra motor, ki se pa dejansko pojavi na neki generaciji ali pa na 10, 15, 20 generacij. Ali pa se ne. V Sloveniji imamo, če gledamo zdaj zadnja leta, imamo noro generacijo. Tako. In tudi zdaj leto se je izkazalo, da tudi pri mlajših, ne? Ki so zmagovali kar neki in vsaka čast vsem fantom. Ampak moramo biti vedno potrpežljivi. To jaz vedno govorim. Zdaj le vsi govorimo o 2, 3, 4, 5, ki se pojavljajo na televiziji. Prej tega nismo imeli. Smo imeli nekoga, ki se je pojavil nekje. Ne? In moramo biti vedno potrpežljivi, ker vsako leto ali pa na 2 generaciji ne bo Rogličev, Pogačarjev, Mohoričev, Tratnikov in tako naprej. Mislim, če gledamo v drugih slovenskih športih, ker smo toliko majhni, pa ne vem, v skokih je še vedno. Če gledamo alpsko smučanje, so tudi... Čeprav jaz imam, prosti, kad imam zelo neko svoje mnenje o teh športih, ki si jih ravno kar naštel poleg kolesarstva. Ne. Da v teh športih je občasno lažje prijeti zraven, da se nekje pokažeš. Kolesarstvo pa globalni in absoluten šport. Ja, mislim to, da je... Na največjih dirkah so vedno najboljši in ne vem... Ja, ne, pa sej, mislim, za Slovenijo sem hotel samo to reči, za Slovenci imamo toliko hudih športnikov, da je noro, v njih par milijonov, ki nas je. Jaz od Dončića highlights pogledam zdaj vsak dan skor in je pač noro, kaj... Tako, in se čudem, kako imamo vsak področje, pa imaš Garmbrandovo, pač tako, ki si rečeš, kako smo mi prišli sem meni. To vsi na svetu, kamorkoli greš, rečejo, da poznajo enega slovenskega športnika iz pač nekega športa. In to je res en tak fenomen. Ne? Zdaj pa za konec mi še povej, če bi kaj lahko spremenil v slovenskem kolesarstvu, oziroma kaj ti misliš, da bi najboljša sprememba bila, da bi to še bolj rastlo? Dolga pauza. Ne, vsi, ki smo vpleteni v neke kolesarske zgodbe ali pa podmladek, moram reči, da bi bilo fino, da stopimo zraven brez nekih mej drug do drugega in da delamo v dobro kolesarstva. In jaz to vedno zelo rad rečem, ne? Kaj je kolesarska dirka? 200 se jih zbere na štartu in igra, kdo bo prišel prvi na cilj. Okay. In mi delamo vso to famo. To moraš imeti tako podsedežno oporo, moraš imeti tak dresek, toliko dolge nogavice. Koliko smešen je to vse v primerjavi s tem, kar se potem dogaja na dirki in to poveličujemo. Super, odlično. Ampak v bistvu je to ena igra, ki jo pol tudi vsi drugi igramo. Na nek način. Ne? In mi moramo spodbujati, da čim več fantov, punc po Sloveniji gre na kolo in da se igrajo čim dalj časa, eni malo bolj resno, eni malo manj resno. Mi, ki smo zraven, moramo pa delati to srcem in jih spodbujati.
Se pravi, načeloma, da probajo čim dlje časa uživati, oziroma da morajo uživati na kolesu. Ne? Ja, in še nekaj, ne? To sem ravno razmišljal, ko sem se vozil sem. V klubu imamo včasih fante, ki si neskončno želijo biti v ekipi dalj časa, čeprav ne dosegajo rezultatov. Nič narobe s tem. Sem tudi že v preteklosti, tudi v Avstriji, tudi prej že, sem kakšnemu fantu rekel, derajš, nehi, pojdi v šolo. Pa se ti voz s kolesom popoldne. Ne tukaj za par 100 evrov še voziti v klubu, ki si star 25, 26, 29, 30 let. Ne ga za vsako ceno obdržati. Ne? Če govorijo o tem, da jih čim več ne kolesara. Ne? Zato, ker s tem boš naredil uslugo. Dolgoročno. Po moje, sploh pri moških ali pa pri fantih, je da se čutijo neko pripadnost in to. In po moje, da jim je tudi zaradi tega toliko všeč. To je samo en vidik pripadnosti. Ful lušten, ful je fajn, lahko, ne? Ampak včasih je ta motivacija tudi strani staršev, ki se obdrži dalj časa. Okay. Potem starši to motivacijo prenesejo na otroka in zdaj boš pa ti kolesaril. Pa mu še potem nosijo bidone. Sam to je pa pol problem, kako starši skomunicirati. Absolutno. Sej jaz sem, odkrit povem, sem pač s kakšnimi starši se tudi, oziroma ne razmišljajo o meni kot neki dobrem liku. Zato, ker sem jim rekel, da z njihovega otroka ne bo vrhunskega kolesarja. Ampak škoda tacega otroka, da bi še 10 let ali pa 5 let vsemu se odrekel zaradi želje staršev, da bi mogoče vrhunski kolesar postal. Ampak če nima on prave mame pa očeta, da nima on pravega motorja, ne bo nikoli vrhunski kolesar. In s tem ni nič narobe. Smo si različni, s tem absolutno ni nič narobe. Samo mora vsak postati vrhunski kolesar. Ja, pri meni je dobro, jaz nisem imel nikoli teh težav, ampak so bile v bistvu vse bolj kaj ne moje želje, kaj sem jaz pač hotel in je bilo, probil sem po mojo športovo, da dož bilo. In kle sem se najbolj počutil, pa sem pa tudi sam pri sebi pogotovil, ko sem prišel določena leta, da pač iz te, da sam zagonom ves cash, ki ga predelam in da je zguba cajta. Zdaj, če obrneš to kamero, si še vedno zdrava, ne? Na nek način. Ne, pa se mene veseli. Pač pa tudi, to je edina stvar, ki se ne rabim pripravljati. Stranka pride noter, se pridejo novi produkti, moraš vedeti in tako naprej. Ne? Sam ne rabim pa jaz gledati v knjigo, kaj je tisto logično za kakšne tehnične podatke, tako kot vsak pogleda, ampak pač nekje, imeli smo letos ene par teh malo večjih sestankov, ne? In mene v firmi, a si kaj pripravil, si pogledal, kaj si ne pripravil, delam to že 30 let, mislim, ne vem, kaj se ne jaz pripravim zdaj na to. In iz tega vidika je zelo simpelne. In pol tudi ti, ki si že tukaj toliko časa, se mi zdi, da je vse to, kar bi za mogoče enega novega, ki pride kot trener, ali pa sploh, če pride iz drugega športa, mu je vse tuje, ne? Ti, ki si tukaj že toliko časa, ti je vse v bistvu sploh ne razmišljaš o stvareh, ki bi jih ta nov razmišljal, ampak razmišljaš čist nek nasleden nivo, kako boš, če bo šlo kaj narobe, kaj vse je treba, tisti tretji. Se mi zdi, da je drugačen nivo razmišljanja, ki si toliko časa že vpet. Ja, izkušnje. Izkušnje so lahko tudi so lahko koristne, lahko so pa tudi si lahko tudi kaktus potem, ampak ravno to je včasih malo zamenjati okolje, fajn, da te spodbuja. Zdaj pa še povej, a imaš kakšne cilje, če boš, rečemo, da tukaj le sediva 2025 januar, kaj boš rekel za sezono 2024, pa da bi rekel da je bila pa uspešna? Dobro vprašanje. Želim, kot če govorim v svojem imenu za klub, za Kadarok, da fantje dosežejo napredek, pa ne samo rezultatsko.
ampak zato, da se med sabo dobro razumejo, da postanejo klapa, ker to je tudi potem za naslednja leta izjemnega pomena. Ne. B, da posel z Gustom zalaufa, delamo namreč tudi skladišče, pa sestavljalnico koles v Naklem. In bo končan tam z junijem, julijem. In potem, da posel zalaufa, tudi ta tržišče in pa jasno, da je stvar, ki se dogaja doma okrog familije, da če te kdo vpraša, kako si, da rečem, da ni sprememb, da je v redu. Da uživamo in da si tudi kakšen dan več prostega časa prvoščam. Ja. Super, Luka, hvala, ker si se oglasil, hvala, ker si bil gost, hvala, ker si pripeljal kolo. Upam, da ste zadovoljni, bajk zgleda super, posnetek bo pa v roku najbrž možno, da kad to gledate, da sem ga že objavil, tako da to je to. Do naslednjič, uživite, čau. Hvala.